katerimi se bomo danes soočili, bom sam tudi predstavil stališče oziroma predstavitev spremembe zakona o dohodnini, ki je sedaj zelo aktualen, jutri je v Državnem zboru. Gre za pomembno področje obdavčitve kmetijstva. Gre za to, da se sprejema tako prag za to, kdo bo poslej moral obvezno voditi knjigovodstvo na kmetijah in pa tudi to, kakšen delež teh izravnalnih plačil bo v prihodnje tudi štel v davčno osnovo, v dohodninsko davčno osnovo. V Slovenski ljudski stranki imamo pripravljeno tudi 2 amandmaja, s katerima skušamo omiliti to situacijo, tako da bi dvignili prag. Tu je naš amandma predvsem povzema tudi zahtevo, ki jo je danes izoblikoval stavkovni odbor, se pravi, da bi bil skupen prejemek tako iz katastrskega dohodka, kakor tudi iz teh izravnalnih plačil 15.000 evrov, tisti, ki bi bil prag, se pravi, da bi nekje v Sloveniji se tam slabih 1000, nekje okoli 800 kmetije po podatkih tisti, ki bi potem bile primorane obvezne imeti to knjigovodstvo na kmetijah, ne pa tako, kako predlaga sedaj, oziroma je bil sprejet amandma v parlamentu, kjer je 7500, kar še zahteva več kot 3000 obveznih knjigovodstev na kmetijah. Druga zahteva, ki jo bomo poskušali skozi amandma uveljaviti jutri, je tudi to, da bi se v dohodnino štelo manj, se pravi ne 50% teh izravnalnih plačil, ampak 30%. Mi smo sicer stališča, da izravnalna plačila pomenijo pokritje izpada prihodka zaradi nizkih cen in absolutno sploh ne bi smela biti obdavčena, vendar pa poskušamo sedaj ta zasuk narediti, tako da v četrtek nam je že uspelo, da smo skupaj tudi z dogovoru s koalicijskimi poslanci iz 70 spravili na 50, to je bil amandma potem tudi koalicije, sami bomo pa tudi dali še ta amandma, da bi iz teh 50 šla ta obdavčitev za samo 30% teh subvencij. Tu bo govor danes tudi o zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki je sedaj še v usklajevanju. Potekajo medresorska usklajevanja, niti v vladni koaliciji še ni zaključen. Gre pa za pomembno področje varovanja kmetijskih zemljišč, področje planiranja namenske rabe teh zemljišč, tudi sprememba namennosti in podobne zadeve, tako da to je ta drugi pomemben zakon, ki ni tako aktualen kot dohodnina, ki je v parlamentu, je pa zagotovo že tudi pomemben za obstoj in pa razvoj kmetijstva. Tretji zakon, ki ga bomo tudi danes obdelali, je pa zakon o davku na nepremičnine. Tudi to prihaja do tega, da je v tem zakonu, ki v bistvu nadomešča dosedanje premoženjske zakone, kot je davek na nepremičnine, sklad stavbnih zemljišč in pa prispevek za gozdne poti, se sedaj združi v ta nov davek, se pravi v davek na nepremičnine, in tudi tu opažamo, da je edina nova kategorija, ki se bo po novem obdavčila, pa doslej ni bila, so kmetijska zemljišča, gozdovi in pa kmetijska gospodarstva. Tudi v tem primeru je v Slovenski ljudski stranki to stališče, da enostavno je sedaj situacija v slovenskem kmetijstvu, na slovenskem podeželju takšna, da resnično ne razumemo, kaj so tisti zgibi, ki vodijo zakonodajalca, da dejansko prične z novim zajemom davkov ravno v tistih kategorijah, ki so v tem trenutku po našem prepričanju eni izmed najbolj ogroženih kategorij, se pravi te male kmetije in pa podeželje nasploh. To so te teme, katere bom pa tudi sam predstavil na odboru in ta stališča bodo zavzeta.